Torej, lepo vas pozdravljam na duhovnem večeru revije Božje okolje. Tokrat, kot veste, ta večer posvečen čustvom. Zelo sem vesel, da lahko med nami pozdravim gospod Meta Tavčar, Dobro večer. Ki je imanko-partnerska terapeutka, in Patra Jana Poljaška, ki je jezuit. Na idejo za ta večer oziroma tematsko idejo smo dobili kar v eni od prejšnjih številk, namreč 5. lanska številka, ki je nosila naslov Dan jeze, torej je bila v tematskem delu posvečena jezi, vprašanju jeze, in glavni intervju je bil narejen z našima današnjima sogovornikoma, in ker je ta tema med bralci očitno požela kar veliko zanimanja, smo se odločili in povabili, da ta večer med nas naša gosta. Lepo vas pozdravljam tudi v imenu torej uredniškega odbora Božjega okolja in pa naše založniške hiše, družina. In res upam, da bomo preživeli en lep večer skupaj, da bomo kaj novega izvedeli o čustvih, o tem, kako so čustva po eni strani dar in kako lahko v čustvih prepoznamo veliko stvari o samem sebi in kako tudi breme čustev, ki nas velikokrat ovira pri doseganju naših ciljev oziroma tudi pri doseganju najvišjega cilja za kristjane, ki je svetost, kako torej pristopiti k tem bremenom in kako se iz čustev naučiti čim več. Predlagam, da začnemo kar s pogovorom. Vas pa povabim, da na koncu izrazite tudi vaše vprašanja in poveste, če se vam zdi kakšna stvar zanimiva, če vas je nagovorilo, oziroma postavite našima sogovornikoma tudi kakšno vprašanje. Pa bi začel z enim klasičnim vprašanjem, recimo, kaj sploh so čustva, kako recimo razlikujemo čustva in občutke, da vemo, o čem govorimo morda za začetek. Če pogledam recimo iz stališča realitetne terapije, so čustva samo en del celostnega vedenja, ki neprestano v bistvu se dogaja v nas. Človek kot bitje se neprestano vede 24 ur na dan, tudi ko spi. In vede se v bistvu smo kot en avtomobil, ki se pomikamo ves čas v smeri, da zadovoljimo svoje potrebe. Zadovoljimo jih lahko na boleč ali pa na neboleč način. In smo v bistvu kot avto, ki ima 4 kolesa in na prednje 2 kolesa je pripet volan in kamor se vrtita prednje 2 kolesa, tja sledita zadnje 2 kolesa. In prvo kolo je mišljenje, drugo kolo je to, kar delam, tretje kolo so moje čustva in četrto kolo je fiziologija, se pravi, kako deluje moje telo. Se pravi, iz tega stališča so čustva samo ena od komponent celostnega vedenja vsega, kar se v meni dogaja. Jaz ne morem nikdar reči, recimo, zdajle samo čustva v meni laufajo, ali pa zdajle samo razmišljam, ali pa zdajle samo delam, ali pa zdajle samo čutim telo. To gre vse hkrati. Se pravi, so čustva en del kompleksnega mehanizma, ki se mu reče vedenje. Čustva, emovare so energija, ki so v nas, ki nam pomaga, da se spravimo v akcijo. Razum nima te moči. Čustva imajo to moč. In občutki so pa dogajanja, ki jih zaznamo v našem telesu.
Občutek je, da me zebe, občutek je, da me želodec boli, občutek je, da me glava boli, čustva so veselje, žalost, jeza, obup, vse skupaj je pa Gostečnik, tako kot jaz vem, združil v čutenja. V čutenja, ne, tako bi nekako jaz razložila. Tako da ne morem zdaj reči, ne, kakšen reče, ta je pa čist brez čustev. Ne. To absolutno ni res, ker je nemogoče, ker se ves čas vse dogaja v nas na 4 kolesih. Je pa res, da se največkrat zavedam, kaj delam, že malo manj vem, kaj razmišljam. Na področju zaznati svoja čustva, to je pa že včasih sploh jih ni varno zaznati, ker so preboleča, ne? Občutke pa zaznavamo, ker telo nam ne da miru, ne? Če nekaj boli, boli, se ne moreš delati, da ne boli, ne? Občutke, se pravi, to na nivoju telesa. S tem pa zmeri smo, zdaj bo vsak točno vedel, kakšne ima občutke, a ga kaj križ boli, a ga zob boli, a ne, če bi pa povpraševali, kakšne so pa v tebi ta trenutek čustva, bi pa lahko prepoznal, lahko pa tudi ne. Je pa to energija, ki nam pomaga, da gremo v akcijo. Tako jaz gledam na to. Kako pa se sploh v človeku zgradi sistem, kako se s čustvi odzovemo? Oziroma, kako čustvujemo? Ja, recimo, ker je bila tale Dan jezera, ne, ta revija temu posvečena, ki so skupaj s Patram, smo se o tem pogovarjali, ne. Edino organizirano vedenje, s kjer je človek rojen in opremljen že praktično takoj ob porodu, je jeza. Ne. Jeza je zato, da nekaj doseže, da se nekaj spremeni, ker poglejte mlečkega dojenčka, karkoli počne, a ne, če je nezadovoljen, če je lačen, če je žejen, če je osamljen, v bistvu joka in izraža protest. Ne. Jeza je na nek način protest. Ne. S tem smo že rojeni. Potem so pa v bistvu naša čustva so raven tako produkt, tako sem rekla, našega mišljenja, delovanja in otrok se, tako kot se v bistvu z razvojem možgan, a ne, z razvojem osebnostnih struktur, z razvojem vsega tega načina, kako se uči povezovati z drugimi ljudmi, se v bistvu uči tudi čustvovati. In majčken otrok, dojenček, a ne, razen jeze, nima svojih čustev. Ampak on pivna kot goba iz okolja med, rečemo, očetom in mamo ali pa v družini, tisto, kar se v tem okolju dogaja. A ne? In velikrat je otrok zrcalo tega, kar je med očetom in mamo, ker se pa čustva, se pa v bistvu, mi se lahko čustvo nalezemo, a ne? Ker imamo v možganih zrcalne nevrone, ki nam v bistvu odzrcalijo, to se v bistvu otrok tega uči od staršev in od tega prostora vmes. In na začetku je zelo težko čutiti, kaj so čustva staršev, kaj so čustva, klima tega prostora med staršema, a ne, kaj so otrokova čustva. A ne. Šele, ker otrok reflektira vse to, a ne. Šele, ko odrašča, ko razvija svoj lasten sistem, se te stvari dajo razmejiti. A ne. Tako da prvi stiki so pa absolutno preko staršev. A ne. Se recimo tiste, ki smo bile mame, jaz se dobro spomnim, če sem bila živša, recimo, pa sem bila dojenčka, pa so jokala, ne. Ni nič pomaga dojenčka pomiriti. Koga je bilo treba pomiriti? Sebe. A ne, in pa se, a ne, se pravi, na ta način v bistvu sploh se šele v sistemu, ki je naš telo. In mi smo se tako z vsemi čustvi srečali in jih ponotranjali. In tudi, če gledamo, recimo, a ne, koliko je nekih čustov, ki pravzaprav ponotranjali po svojih starših in nam sploh niso lastne, sploh niso naša. Recimo, se mi zdi, najna generacija z možem, sigurno še pa ta strah, recimo, če pogledamo, moji starši so starši, ki so rasli, ko so bili otroci, ko je bila vojna in so rasli gor v tem povojnem času z vsem vedenjem, vsem
kar se je po vojni dogajalo. Mi kot otroci to nismo vedeli, moj ati to vedel, ne. Jaz vem, jaz sem od njega popivnala toliko enega strahu in sem šele nekako pri enih 45 letih doumela, da to sploh ni moj strah, ki ga čutim, ampak je to strah, ki je bil ati to, ne. Je bil mir, je bilo vse v redu. Jaz pa Rudi, jaz sprašala, zakaj se tako bojim, poglej, vse v redu, rada se imava, otroci so zdravi, odkot ta strah, odkot ta tesnova. Pa smo začeli te stvari predeljevati, ne, tako da so stvari, ki jih čutimo in niso naše, ne, in je velika zrelost in inteligenca in dar, da prepoznaš, kaj je moje, kaj ni moje. Ustvarjeni smo torej tako, da čustvujemo. Kaj nam lahko čustvovanja pa čustva povejo o stvarniku, ki nas je ustvaril take? Ja, meni se zdi, da brez čustva ne bi nam Gospod mogel govoriti, ker čustva so del našega bitja, kakor smo bili ustvarjeni z vsemi željami, z vsemi to energijo, močjo, ki je v nas. In mi lahko vemo, da je Bog, pa da je Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, kot neka resnica, verska resnica. Če tu noter ni vključeno to čutenje, čustva in to, potem je kot ena sok, ki je tu na mini, pa je zelo lepo, ampak nič ne da okusa še, treba malo probati. Mislim, da so čustva v verskem življenju tisti okus. Nekaj je znanje, ampak tisto človeka ne nasiti znanje, vedenje o stvareh. Tisto, kar da okus, je čutenje, doživljanje, je veselje, je ta notranji svet, kot je vzgiba neka Bog Oče. Vem, ko pa čutim, da sem varen v Gospodu, da me sprejema v svoje naročje, tisto je nekaj, kar da globino temu. Tako da se mi zdi, da ne bi mogli pravzaprav biti v nekem globokem odnosu z Bogom brez čustva, brez čutenja. Vendarle se zgodi ali pa dogaja, da nas čustva lahko zanesejo, da nekako preplavijo razum. Kako uravnavati čustva tudi na tem duhovnem področju, da niso čustva tista, ki nas peljejo v neke občutke in potem nekako iščemo bolj občutke, kot pa tisto, kar ne, torej bistvo. Ne? Ja. Ta organ čutenja je bolan. In stari so že rekli, da je največjih človekovih grehov, recimo ta anestezija, da ne čutiš, da ne občutiš. Se postaviš v Božjo navzočnost, v molitvi večkrat ljudje doživljajo, tako na duhovnih vajah, pojdi pa pol ure bolje v Božji navzočnosti. Pridi nazaj in nič ne čutim, ne čutiš. Kot da je ta organ čutenja malo pokvarjen, bolan, potem nekdo reče na Boga ni, ker ga ne čutim. V resnici smo pa mi bolni, kot če je človek, ki ima nos zamušen, pravi, da nič ne diši, pa stvari dišijo, samo bi moral se pozdraviti. Tako da je dejansko ta organ čutenja je za pozdraviti in v duhovnem življenju je pot zdravljenja tega. Torej, lahko je veliko v razumu, pa ne pride do čutenja. Lahko je pa nasprotno pretiravanje v drugo smer, da je sentimentalizem, ko je pa ogromno čutenja, jokanja, tudi občutkov, ampak ne pride pa do neke večje globine. Lahko ne zelo na površju. Sem bil kot morje, ko je zvalovano, šlo veliko čuti, ne gre pa bolj v globino. V tem primeru je tudi sentimentalizem lahko škodljiv. Potrebno je priti do nekega globjega čutenja, ki lahko ni tako intenzivno, kot so površinska čustva, ampak bolj bogato. Torej, s čustvi izražamo sebe, vse tisto, kar smo, kar nosimo v sebi. S katerimi čustvi lahko rečemo, da imamo ljudje največkrat težave? Oziroma, kaj nam povzroča težave glede čustvovanja? Kaj bi vi rekli?
To je zdaj spet odvisno od človeka do človeka, kako jaz lahko doživljam čustva in izražam čustva, je zelo odvisno tudi od tega, kakšna dovoljenja na čustven svet smo dobili kot otroci, ker smo šli mi čez proces socializacije. So nas starši v bistvu z zapovedmi, s prepovedmi spodbujali ali pa zavirali pri izražanju določenih funkcij naše osebnosti. In tako zelo podobno, kot sem povedala na začetku. In marsikdo, posebej se mi zdi moški del populacije, so že kot otroci dobivali zelo veliko prepovedi na čustva, recimo kaj pa spoživ, ali pa fantki ne jokajo, ali pa kaj te bo strah, kakšen dec pa si, pa se to govorijo 4 leta starim fantkom. In tukaj je potem dostop do čustv onemogočen in je tudi tazga človeka kot odraslega potem izraziti čustva strah. Zaradi tega, ker čim bi prišel v stik s čustvi, bi že v glavi zaslišal ta starševski glas, v imagu rečemo starševska policija, ki bi rekel, kaj boš ti, ne govori, ne izraži, to ni treba. In se razvije bolj v drugo smer. Problem se mi zdi tudi, problem. Učijo nas, da so nekatera čustva dobra, lepa, pozitivna, druga so pa grda, nevredna, negativna. Ampak čustva preprosto so. Jaz ne morem zdaj izbirati, katero čustvo se v meni porodi. Lahko pa poslušam, kaj mi to čustvo govori in lahko začenjam raziskovati, od kdaj v svoji preteklosti ta čustva in te občutke poznam. Ker večina močnih čustev, ki so za nas boleča in se v glavnem pojavljajo v konfliktih med ljudmi, večina teh močnih, bolečih čustev izvira iz naših nepredelanih otroških zgodb in travm. Tako da ni pametno vedno slediti temu, kar mi čustva diktirajo. Se pravi, se ustrašim, pokazati se, izraziti se in se umaknem. Morda je to se zapeklo pamet, postalo del moje strukture, ker sem kot otrok kaj povedal, se pokazal, pa sem bil zasramvan, zaničvan, so se norce z mene delali in sem se odločil, da ni varno pokazati tega dela mene. Potem zelo težko je z občutki recimo jeze, srda, besa, agresije, zamere, kakor da je to nekaj grdga, kar ne smemo čutiti. In se mi zdi, da posebej kristjani, da Bog to od nas ne želi, da kristjani smo zelo tako, prijazen, pohleven, ponižen, dobrotljiv, ne misli hudega in tako. Ampak je vsem dobro se to v nas začutiti, ker vsako čustvo nam nekaj govori, nam nekaj pove. In potem namesto, da se mi govorimo o svojih čustvih, ne vem, sem jezen, sem razočaran, to me boli, se mi po teh čustvih obnašamo, ne govorim, velikrat jih ne prepoznam, ampak letijo krožniki, vrata lopotajo, en je rekel, jaz sem pa tako užaljen, ker sem tako zameril, imam kar surlo do Pakistana, in namesto, da bi govoril, kaj te boli, imaš pa surlo do Pakistana in čakaš, da se bo nakuhal, da bo javno ta drug rekel, kaj pa je, in tako. Se pravi, čustev se ni treba bati. Bati se je pa treba tistih vedenj, ki so rušilna in v katera nas nepredelana in neizpovedana čustva silijo. Ker so čustva, če niso prvič prepoznana, drugič, če o njih ne govorim, ki zastrupljajo našo dušo in če gremo pogledati 6 naglavnih grehov, ali pa zavist, pohlep, zloba, jeza, vse to Bog ne svari zastonj pred temi čustvi, ampak ne pred tem, da jaz to čutim, ampak pred tem, da to gojim. Ker tisti trenutek, ko jaz rečem, koliko sem ti zavistna, vse ti prvošam, ampak jaz bi tudi.
v bistvu vidim, mi je zame pa žal, imam pa občutek, da mi ne pripada, da sem prikrajšana. Zginejo stvari. Če pa držim v sebi, razumete? In se pol sam obnašam potem, to je zlo. Ne pa samo čustvo, ki ga čutim. Ker vse, kar je v nas, jaz verjamem, da je zato, ker je to pač Bog v nas položil kot način, da funkcioniramo, da ima življenje, ko ste rekel, žmoht, von, a ne sok. Tako da, isto je recimo, poglejte se, kakšni se pa tlo bolijo izrazati in veselje. Joj, čem pa preveč več, bo pa koj neki prišlo, a ne? Že koj neki, a ne? Pa nisi nič. In ker če nisi sposoben čutiti in ene in druge strani, potem življenje rata sivina, rata mlakuža. Jaz se dobro spomnim, ko se je ubil moj brat, ko mi je bilo tako neskončno težko. Včasih sem si prav rekla, zakaj sem ga imela tako rada, da me zdaj tako boli. Ampak pol sem si rekla, rajš vidim, da zdaj čutim tako bolečino, kot da ga ne bi imela rada. Mi velikrat prav iz strahu, ker kakšna čustva povzročijo bolečino, ne? Ker se želimo ogniti tej bolečini, se hkrati ognemo vsej radosti, vsej živosti in vsemu veselju. Preprosto tako je. Ali imamo oboje, ali nimamo nič. Ali se sploh, oziroma kako se lahko naučimo izražati konstruktivno, ustrezno izražati svoje čustva? To še ne sprašujem. Recimo. Ja. Se mi zdi, da je zelo velika stvar in da je tudi znamenje odraslega človeka to, da prevzemam popolnoma vso odgovornost za to, kaj se v meni dogaja. In da nikdar in nikoli nobenega zunaj sebe ne krivim in dolžim za to, da je on